Lepo pozdravljeni, hvala. Mislim, da smo imeli kar najtežjo nalogo. Se opravičujem vsem prej, ampak kadri so, kot sem zdaj tudi slišala, vse, kar so predhodniki povedali, vključeni v vse te delavnice in v bistvu tudi vse pilotne centre SIPCAST in SIPCOMAT, en del je namenjen razvoj človeških virov. Zdaj, mi smo v naši skupini se osredotočali na to, s kakšnimi izzivi se soočajo in podjetja, in inštitucije znanja, in država pri prehodu pri dvojnem prehodu, to se pravi v digitalizacijo in v zeleno. Ugotovili smo, da kadra ni. To se pravi pomanjkanje kadra iz različnih razlogov ali pa pač so tukaj neke ovire na področju zakonodaje, predolgi procesi na Zavodu za zaposlovanje ali pa birokratski postopki ali pa dejansko ni ljudi, ki so pripravljeni in motivirani delati ta dela. Druga zadeva je usposobljenost kadrov in zato rabimo tudi te pilotne centre, namreč pri usposobljenosti kadra gre za to, da imamo kompetence, to se pravi, tudi če imamo neko področje dosti razvito, da če podjetje želi narediti ta dvojni prehod, potrebuje druge vrste strokovnjakov, potrebuje dodatna znanja, potrebuje specializirana usposabljanja. Kdo lahko to zagotovi? Ali imamo v Sloveniji strokovnjake, ki nam lahko to omogočijo? Potem smo se ukvarjali tudi s tem, kako v bistvu izobraževalni sistem mora biti hkrati stabilen, po drugi strani prožen, agilen, se prilagajati potrebam na trgu, prilagajati se tistemu, kar je trenutno aktualno in v kar treba investirati, vlagati tako energijo, finančne in tudi človeške vire. Zdaj, mi smo se majčkano osredotočali več na neke rešitve in potem tudi na nekaj konkretnega, kar lahko tudi začnemo jutri. Bilo je veliko odličnih rešitev, bilo je tudi, razdeljene so bile tudi pri tem, kdo je recimo delno odgovoren za to. Zdaj pri usposabljanju kadrov se izpostavlja, da ja, imamo izobraževalne inštitucije in inštitucije znanja, ki naj bi usposabljale in oblikovale ta nov kader in tako naprej, samo kdo bo usposablja njih, pa kdo je za to odgovoren. In smo ugotovili, da bi recimo država lahko podprla te in programe oziroma to neko modularnost, bite-sized ali pa te micro-credentials, to se pravi nekaj, kar bi lahko omogočilo usposabljanje zaposlenih iz podjetij ali pa bi usposabljanje recimo tistih, ki so že v inštitucijah znanja ali pa izobraževalnem sistemu usposobilo za to, da so lahko prožni in da lahko zagotavljajo vsebine, ki jih trenutno potrebujemo. Pogovarjali smo se tudi o tem, kaj lahko naredijo recimo podjetja na tem področju usposabljanja, to se pravi, da se povezujejo, da imamo ta prehod, spet zakonodaje, tukaj nekje vedno povezana, da imamo ta prehod inštitucija znanja, podjetje, da nenehno oseba lahko ima vpogled in da ve, kaj se dogaja na obeh področjih, ta neka prožnost, ne? Tukaj je spet povezano, kaj to točno pomeni v realnem življenju oziroma na nivoju operacionalizacije. Potem smo se pogovarjali o enem zelo zanimivem pristopu in to je, kako lahko obdržati kadre, to se pravi, nimamo jih, tudi če jih imamo, niso zadosti usposobljeni, če jih pa slučajno pridobimo in ostane v Sloveniji, ker odhod kadra je zelo velika težava, da dejansko podjetja lahko recimo delajo e-izobraževanje že v času onboardinga, kjer lahko ta oseba vidi, kaj bo delala, se nekako spozna z delovnimi nalogami in na tak način recimo spozna tudi, ali bi ostala v podjetju, ali bi to delala in kaj bi še potrebovala, da prosperira in tako naprej. Naslednja zadeva je bila tudi to, da imamo možnost razvoja kariere. Zdaj tukaj se pogovarjamo verjetno o tistih, o različnih delovnih mestih, nivojih in tako naprej, ampak dejstvo je, da če želimo obdržati kader, moramo imeti tudi psihološko varnost v podjetjih, moramo imeti dobro kulturo, klimo, to se pravi vse tiste mehanizme, ki zagotavljajo neke osnovne pogoje in neko možnost prosperiranja za osebo oziroma za kader, ki ga želimo obdržati. Potem smo se pogovarjali o eni tudi zanimivi zadevi, in to je promocija poklicov. To se pravi, spet se vračamo nazaj v osnovne šole, v tisto obdobje, ko se sprašujemo, kaj bom, ko bom velik, ne? To se pravi, vzbujanje nekih iskric, nekega interesa.
za določene poklice, sploh pa na področju olivarstva, metalurgije, na področju premikanja nekih percepcij, mogoče malo zastarelih, o tem, kakšen je to poklic in kaj bodo delali, ko bodo enkrat v podjetju, da bi se več povezovali na tem področju, da bi bilo več mogoče tudi vedenja o teh kadrovskih štipendijah, več promocije in da bi dejansko, in to se moram zahvaliti, da smo ugotovili, da dejansko šele zdaj ugotavljamo, da se ne povezujemo dovolj, da se skozi povezujemo, vendar ne toliko dovolj, da bi se te spremembe, te aktivnosti začele dogajati. In kar bo najbolj meni ostalo iz te delavnice je, da zdaj vsaj razumemo in govorimo o istih problemih. To se pravi, na isti strani smo, razumemo, kdo je, zakaj in kje bi se lahko mogli stvari premakniti in zdaj se moramo sam začeti bolj povezovati tako država kot inštitucije znanja, izobraževalni sistem, podjetja in vse tiste podporne organizacije zato, da začnemo dejansko delati korake naprej. Ker kot smo videli danes iz predstavitev, sploh pa, ko je bil dr. Vosner, čas gre, zdaj je trenutek, zdaj je situacija, ko se je treba začeti ukvarjati s temi zadevami. Zdaj smo že, mislim, da 4 ali pa več let govorili o tem, poskušali ene stvari, naredili veliko korakov, ampak mislim, da zdaj smo prišli do zaključka, da je treba se vprašati, kaj jaz lahko naredim v svoji organizaciji, kako se lahko povezujem in potem tudi iskati neko podporo države, ker smo ugotovili, da je ključna na vseh nivojih, pri vseh rešitvah, ki smo jih izpostavili. Tako da to iz naše delavnice. Hvala.